gremo? Istanbul. Turčija. Mezopotamijo. Tudi tja. Ima v tem trenutku nekje 18-20 milijonov prebivalcev. In seveda, dve so letališče bliže Marbornemu morju, pa je bilo premajhno in so gradili tukaj pred parimi leti to glomazno, ogromno letališče, ki danes ima kapaciteto 90 milijonov potnikov na leto. Ogromno letališče, čudovito. Računajo, oziroma če že zdaj ni, največje na svetu. Tudi arhitektonsko zelo lepo. No. Trabzonu. Zdaj se pa najino izkušnja začenja ob tem črnomorskem mestu. S tistim frčoplanom smo pa prišli. Torej na Črnomorsko obalo v mesto Trabzon, pristali smo tukaj. In ker imamo še nekaj časa, drugače v programu je, da gremo v mesto in prosto, ampak ker je še nekaj časa, se mi zdi, da bi bilo zelo pomembno, da vas popeljem malo po Črnomorski obali. Ste za? Ja. Tako da bi šli zdaj gor do ene čajne plantaže, namreč pripeljal na plantažo čaja, je ob Črnem morju, so čaji, kave in tako so nas te sprejeli. Čaja, kolikor češ, to ga po vseh teh hribovih obirajo, nalagajo na kamione. Evo, zdaj je polno. Breda je že opravila prvi nakup v čajnici, nakup uspel. Seveda. Glavno mesto ob Črnem morju. Ja, na balkonu. Sredi živžava in življenja. Sredi lepega trga in čakava njihove specialitete. Lepo urejeno mesto, veliko. Vsi se zdaj več ali manj hranijo. Ura je nekje 7 zvečer, je že trda tema. Živijo zelo na vzhodu ta zadeva. Pa je prej sončni zahod. Jutranji posnetek iz centra mesta. Smo v 7. nadstropju na zajtrku, tik ob Črnem morju. Zdaj bomo šli pa to, kar nas je od zadaj čaka, v hribe. Mesto je še mirno. Oskar je pripravljen, Ljuba še zadnje požirke pije. Tukaj čez gorov je Pontus, se pravi tlele gor čez te Pontske Alpe, ki so tlele visoke. Smo na izhodišču za samostan, za ogled samostana Simela iz 397. leta. Prvi krščanski samostan na svetu. Ljudje so se v to pontsko hribovje spravili. Čenjamo z vzponom na Simelo, evo kakšno lepo potko štimajo.
Kaj delajo vsi ti ljudje? Evo, čudo Božje. Gor je samostan. Divle, črne stare kamenine, Pogačnik. Ja, dej, če imaš kaj. Pedi tam, da te vidim. Letos poleti, do poletja je bil zaprt in danes je prenovljen. Bomo noter videli kompletno strukturo prenovljeno tega samostana. Samostane celice, kjer so bivali, kuhinjo, kapelo, freske, vse. It was an active monastery until 1923, but after 1923, according to the agreements, so they changed the population and then monastery got abandoned. Krajina teh stopnica gor, gorovje, Pontsko in tle zdaj skozi ta edini vhod v skali gremo noter. A tle še nekaj delajo. Mi smo prvi gostje po odprtju tega. Prejšnje grupe niso tega imele. Pa smo noter v cerkvi. Sicer so to novejše zadeve, ampak je vseeno zanimivo. Evo razigrani ko naša dva, Belko in Maksi. Doline, to je stranska dolina in potem bomo šli tele gor, vidite, po tele cesti na 2000 metrov visok prelaz, ki se imenuje Zigana. In se spustili, in to je prvi prelaz, to je prva gorska riga, potem se spustimo po tele cesti naprej in še en prelaz 2300 in potem pridemo na osrednjo anatolsko planoto v Erzurum, ki je na višini okoli 2000 metrov. Čudovite ceste imajo, zdaj prihajamo na prelaz na 2000 metrov, Pontsko hribovje. Tako da bomo malo doknadili, kakšno uro, bomo lepo pospali, bomo dali kakšno čudovito, kurdsko, tako glasbo, ki para živce. Ja, jaz sem pripravljen izbor. Do you have Kurdish music? Tukaj levo, desno in potem gor, če prenaši 300 metrov in pa smo prišli do 1702 metra nad morjem in gremo zdaj v tunel na drugo stran. Čez na vrh prelaza Pontsko hribovje. Evo, zdaj se je pa nama pokazalo Kačkar pogorje. To bomo pa tudi prečkali proti Erzurumu. Evo ga. Vidite zgoraj eno špičko na vrhu? Ja, Vidite, to je z oddajniki.
kačka, ne, tam na gor si ste vrhu, najvišji vrh. Zato so iskali svoje preživetje skozi obrt in kasneje skozi intelektualne, se pravi izobrazbo in razne intelektualne poklice. Kralj in pestilje slaščica. Evo, velika pauza. Ja, tam nekje 45 bo čisto dovolj. Zato je krona tle gor. Lep bo naš avtobus. Hranjenje. Lepo pridno v vrsti z njihovo domačo hrano. Nema šta nema. Novi tuneli, dolgi, vse prevrtano to pogorje, Kačkar. Super. Ta planota je kar dobro obdelana, na njivah sedijo pšenico, kasneje pa sladkorno peso. Je zelo popularna tukaj v teh krajih in povezana s pokrajino. Če ste videli, da smo gledali okolico in ta zvok, ki lebdi tukaj na to Goličavo, potem se slije skupaj v eno celoto. In če pogledamo zdaj naokrog, vidimo Goličavo. Dopoldne smo bili v bujnem zelenju, zdaj pa smo gledali v tej pastelni barvi. Že v bistvu Anatolije, čeprav se ta Anatolija seveda se razteza tukaj iz vzhoda na zahod. Iz vzhoda na zahod Turčija je 1600 km, Anatolska planota pa je okoli 800 km, se pravi začne se od Ararata na najvišjem okoli 1700 do 2000 nad morje in potem se počasi spušča mimo Kapadokije vse do Egejskega sredogorja, tam nekje na 800 metrov, 900 metrov, Kapadokija je 900 do 1000 metrov, skušajo izčrpati odvečno vodo, da se v dolinah lahko naredi kakšna kultura, da se kaj goji. No, to je v bistvu nekje tak vzori proti Kebda, najvišji prelaz. Erzurumu, čez prelaz na drugo stran. Še vedno smo na karavanski poti. Danes že vožnja vzame veliko časa. Predstavljajte si še enkrat, kako so karavane včasih tukaj hodile. Vsaka kamela je imela enega kamela, tako dalje po Anatoliji. In drugo največje jezero v Anatoliji, ki je okoli 2000 kvadratnih kilometrov, je Tuzgolu ali Slano jezero. Tuz po turško je sol. Tukaj Tuzla je nastala zaradi solnega rudnika v Bosni. Ime. No, tako je nastal polotok in nekje 40 milijonov let pred našim štetjem. Seveda je potem vse to dobilo tako obliko, kot je danes. Anatolski polotok se je urinil med Črno in Belo morje, ločil je Črno morje in potem seveda s tem oskim tukaj je pa prebilo tukaj vmes, tako da je morje postalo, dobilo stik z Egejskim morjem. Rodovitnosti, da bi lahko preživelo neko civilizacijo, neko cesarstvo, neko ogromno mesto. Edina prava preživetvena pot so bile karavanske poti in ob karavanskih poteh so bila pomembna mesta. Vendar pa karavanske poti niso prinašale toliko za takratna mesta, če bi hotel biti neka civilizacija, bi moglo biti bogato kmečko oziroma kmetijsko območje, ki ga pa na vzhodu v teh višinah ne. Je pa zato hkrati stičišče in razpotnica teh različnih 4 civilizacij. Arabci ali Semiti, potem Iranci ali Hamiti, potem zahodnjaki, kot so jih potomci Džafeta, uničili Osmanski imperij. Kot veste, so se novozelandsko-angleške čete izkrcali
predstavljali na Galipoliju, bitka za Galipoli. Potem Rusi z tega konca, Angleži so itak bili v Afriki, se pravi v Egiptu in v sedanji Siriji. Skratka, Osmanski imperij je razpadel, Jemen je šel tudi med Angležem, Francozi so bili noter, že blizu 3000, dosti visokih ribi so, gledajte ovčke temle gor. Smo na višini 2300 metrov. Tam nekje zdaj, da bi mogli po koncu septembra pa že v dolino, so planšari. Zdaj se postavili, gledajte, gremo do spomenika gor, prav? Isuse, kam smo prišli? Spomenik rusko-turški vojski, ki so se čez te strateški prelaz premikali. 10.000 ljudi je padlo tukaj. V glavnem smo super. Smo, ne? Narodno-osvobodilna vojna proti Grkom. In tako je postal najprej kot general izjemno spoštovan, potem kot vodja narodno-osvobodilne vojne, tako kot recimo podobno kot Tito kasneje, ker je celo ljudstvo zval skupaj, ga peljal proti sovražniku in sovražnika zmagal. In potem je seveda imel izjemno moralno avtoriteto, imel je vojaško avtoriteto in moralno avtoriteto, torej on je bil general in hkrati so ga ljudje ful spoštovali in je imel to moč, da je lahko takratno Osmanski imperij, ki je praktično bil do vratu v blatu, totalno srednjeveška država, ki praktično ni imela nobene inteligence, nobene industrije, se pravi, je bila čist na dnu, da je ta voz zapeljal v smer nekega novega razvoja. Se pravi, mogel je narediti en jasen prelom in preobrat. Tudi evropskih izrazov, za vse nove besede, za katere Turki niso imeli, je uporabil francoske. Tako da recimo etaž po francosko, etaža, garaža, potem elevat, smo postavili 3 simbole. Turčija kot država, najprej država, ko ste videli gor napise, ko so bili onđe vatan, najprej država, potem posameznik. Drugič zastava in tretjič Ataturk, 3 simboli. Tako. In seveda, Turki so bili navdušeni in to je poštisto, wow, Turki so Teodoziopolis, zato ker ga je obiskal rimski cesar Teodozi, oziroma bizantinski. Bila je skrajna meja rimskega imperija v tistem prejšnjem času in kasneje bizantinskega seveda. In pa mesto Selčuk, Erzurum je ležalo na karavanski poti, namreč tale pot, vidite, ko je šla čez, je šla Erzurum. Iz Erzuruma pod Araratom, vidiš, in naprej v centralno Azijo in po drugi strani tukaj iz Erzuruma dalje proti Kapadokiji in naprej proti zahodu. Prihajamo v Erzurum, najvišje ležeče mesto v Turčiji na višini okrog 2000 metrov. Tisti hribi okoli so pa tudi po 3200 in so smučišča gori. Lepa glavna vpadnica v Erzurum. Dobuš Siba Košilur. Oskar nam je vse razložil o poteku zgodovinskih dejstev na tem teritoriju. Prepletal se je cel svet tukaj čez. Zanimiva vzhodna Turčija. Skakalnice in smučišče. Raj na 2000 metrih. Palandokan je to od zadaj za Erzuruma. Stopinje čez prejšnjih 100 metrov. Gužva v Erzurumu. A čutite drugačen vtis? In sicer imate tako imenovani stalaktitno hišo zgoraj, potem je baraka, to je
praktično arabska kaligrafija, vidite, to je ponavadi en verz iz Korana, potem so neskončni vzorci povsod okrog, ja, in tak seljski portal, to je značilno, tudi kar karavanski raj, pri Medresah in tudi gremo naprej. Drugače pa je, kot vidite, Seldžuki so bili preprosti in ta karavanski raj, ko bomo tudi noter videli, je del vojaške gradnje, ker to je verski objekt, to ni palača, ali kaj, kar je bilo luksus, ampak je... Je ti jasno? Je, sve mi je jasno. Potpuno. Medresa je pokrita, kar pomeni, da je tukaj pokrit prostor, se pravi, zato ker je Erzurum mrzel, da so zime so mrzle, ne? Vorabiji so veliko odkriti, ker je nesmiselno zaradi podnebja, da bi imeli tukaj pokrito. Velik prostor pokrit je v tistem času predstavljal velik problem, kako pokrit to površino. To so naredili s temi oboki, to so tako seljški oboki in potem te selektitni gor. Ovo je lušno. Veselje erzurumske mladine. Skoraj kao spontano, ne? Čisto spontano in to brez alkohola. Ja. Perspektiva. Evo, že laufa filanček, dobro je. Obe? Čakaj, zdaj je velika seljuška mošeja s dvema minaretoma. In zadaj je muzej. Evo, muzejem kliče k molitvi. Zdaj si gremo pogledat medreso z dvemi zadaj. Redkost in samo dve takvi mošeji sta ena je tukaj, pardon, medresa je v Sivasu. Tretjo portal, potem vidite imajo tak ceglast, potem ne moreš vedeti, če se zmena. Naša grupa na trgu pred medreso, pogled na Čitadelo, s turnom, z uro. To so svetišča, evo grupa že gre mimo. To je medresa. To je najlepše. 400 let je stara ta hiša, pri kateri stojimo. So, it is still active
This gentleman, he is the owner of the house. This house belonged to his grandfather. So now he is owning the house, and he will introduce the house a little bit to us. We will see the kitchen first, the kitchen of the house, and then we will go to the upstairs, see the salonok section. And Moški potrkal, moški prišel, ga je odpeljal v del za moške, ne, če prišla deklica, ga je gospa odpeljala tam v prostor za ženske. this is the original To key, ločeno. the original key of the house. We call it Ottoman key. Otomansko hišo, še po starem, 400 let stara, ena najstarejših v Erzurumu, ohranjena. Evo, zdaj nas vodi v kuhinjo. A to je pa že, evo, dnevna soba. Aha, evo, soba za goste. Roof with different motifs. Kakšen strop je čudovit. Razgledano. To se bo čas sam fanti lahko le noter. Da smo mi tukaj prinesli ta duh svobode. Vrata, pride bi ta vrata, ki pelejo. Soba za ženske z varnostnimi vrati. Kot neko varovalo dodatno. Mohamed, ko je predlog njihov, je imel tam svojo hišo. In v tej hiši je imel višji prostor, kjer je on predaval, potem je imel njegovo hišo in dvorišče. In potem so zgradili osnovni model mošeje, na osnovi tega so se potem po različnem muslimanskem svetu zgradile različne. Ta reka izhaja iz besede iz kraja Bingol, se pravi tja dol, tam od zade. In drugo je ta Pasinger čaj, ki pa izhaja iz Hasankale, tam iz Zunjih hribov. Ona dva se presretata in tukaj čez in teče reka Aras. Aras, ja, naprej. To je svetopisemska reka Aras, ena od 4 rek iz svetopisemskega raja. Tukaj je začetek. In mi smo dejansko v raju. Veličasten je ta most, evo, v celotni dolžini tukaj. Seldžuki so ga zgradili. To je na svileni poti. In tukaj so pobirali mostnine in cestnine. Tukaj se je dogajalo marsikaj. In tukaj sem ob reki Aras, svetopisemski reki. Evo kako je lepo zgrajen in kljubuje vsem ujmam, ker tle je močno potresno področje. Čudovit je. Evo, in to bo v spominu. 3. dan potovanja, zjutraj že tako zadevo dobimo. Breda, si vzela kamen za domov, le? Ova ide doma. Vulkanska kamenina iz početka raja, Arasa, kako je ova reka tu. Je Aras, da. Zelo kvalitetna gradnja iz te vulkanske kamenine, pa zelo čvrsta. Evo še jutranje sence, nizke se vidijo. Kar velike vode so tukaj. Se vozimo po taki krajini iz Erzuruma naprej po Anatolski planoti. Zdaj smo tle blizu armenske meje, svetopisemski kraji, sotočja 4 rek. Lepo, da je most ostal, kot je spomin preteklosti. In že je tak, vidite razliko med avtocesto in med mostom, med feelingom, ne? Vidite, kakšna je razlika včasih, to starostnost, lep je, ne? Horasanski most. Tako zdaj, ko ga pa en postavil takole iz nekega drugega časa. Pot proti gruzijski meji. Probajte si predstavljati, obiskalo tudi eno vrstico, probajte si predstavljati, kakšen način življenja je recimo v tej vasi. No, postanek ob poti za kratek sprehod.
po lepi krajini. Evo ga. Evo kak nam paše. Uživo. Evo Breda kak paše. Potem ta Extremadura, tamle, ko je Evo, to je namakalni kanal, ga pastirji vzdržujejo, lepo so naredili po izohipsi in tle je vstop v Sotesko. Tole bi pa kar me vabi noter, da bi šel. Krave. Jih je kar nekaj kravic. Tukaj v Turčiji cenijo meso po tem, kako bi se čimenli. Čimenli. Prihajamo v to vas, kjer se bomo ustavili in bomo šli po vasi. Oskar pravi palce vzeti s sabo. Ekola. Evo, to je naša vasica. S precej lepo novo džamijo ali pa obnovljeno. Kakšna želja po WC-ju, bomo vprašali, To je verjetno šola, ja. Evo, mošeja je pa lepo obnovljena. Najlepši objekt v vasi. Stara džamija. Evo, in nova džamija. Nek ste vidi razkoš. To je kangal, to je njihov ovčarski pes. Turški ovčar mu reče, a? Daleko je jedno 150 metara, šta? Ne, a? Da. Nećemo, Smo v vasi naseljeni s kavkaškimi Turki in zdaj si jo malo ogledujemo. Sirarna je tukaj. Sirarna. Ajde, pogledajte. Če malo na kuh staviti, Margarita. Kakšen lepe tenen zadaj. Ja, pijem, bez problema. Lepo, lepo. Local butter. Okej. Yeah. Teyze şu an köyde hayvan yok. Ja, je. Milan, kako se že reče? Domačinka nam je skuhala čaj, ponudila čaj iz tistega mašinerija, ki smo jo prej imeli. In zdaj se odžejemo s pravim domačim čajem. Ekola, super. Je dober? Kako je čaj dober? Dober je. Prva je rekla dober. Breda, kako ti je čaj? Ja. Popij ga, boš videl, kako je dobro. Si ga bom. Da malo turškega čaja. Muftar se reče. Muftar, ja, to je širka. Big Chief. Kot pri nas krajevna skupnost. Ja. Ampak to je bolj plemenska skupnost, ali kako? No, to so pa tipične strehe. Danes na onih slikah, na onom filmu smo videli pločevinaste, včasih je bilo vse tako na tramih, šibje, dratje, protje in potem zemlja gor. In to je vse lepo zeleno. Danes je to samo še na enih parih hlevih, to vidite. Spuščamo se. Ja. In to je drugi svet, druga resničnost današnjega dneva. Najprej smo bili gor na planoti, se spomnite, iz ga mostu. In zdaj pogledajte to dramatičen kanjon, ko gremo skozi. Plazati so zanimivi, ker imajo razno barvne, tukaj so rdečkasti. In bomo prišli še bolj rdečih. Kakšna strmina. Tega telička je pa pastir nagnal notri. No, mi imamo pa zdaj kratek sprehod, enourni, tukaj po tej deželi.
pastir tole vodi, mi pa pri tej kamnitem terenu gremo. Zraven te lokalne ceste, lepo urejeno postajališče za turiste, za goste, ozelenjeno in okrog vsa ta fantastična krajina. Rdeča lava. Kar hribolazniška pot je tlele po teh terenih in kanjonih in po grapah temačnih. Evo, kje je že grupa. Oskar vodi. Fotografska je težka. Evo, naša grupa se že popela skoraj na vrh, fotografi pa zgubljamo cajt. Tukaj, evo jih, kot glinasti golovčki. Je, vstopnino bi mogli računati, če bi bili pri nas. Drži konja. Jaz ne bom prišla gor tle, veš, Milan. Da vidimo, ti bo pomagal on. Dobro, dobro. Ok. Se znaš uzdo, levo, desno. No, kar pedi malo naokoli. Evo, Breda Jaše Konička, le kako gre lepo. Je že dolgo, kar si jahala konje, ne? In je odjahala v sončni zahod. Super. Bye, bye. Bye. Marsova pokrajina od zadaj, vulkanski tuf. Ne, na drugo stran. Na drugo stran ti je rekel. Döndün geldin mi? Zlato, lepši je. Krasen. In sledilo je 2 uri vožnje po tej vulkanski pokrajini z različnimi tufastimi minerali, z različno vsebnostjo, sivi, rjavi, rdeči. In smo uživali in dočakali na koncu kosilo. Veliki vojaški poligon, imajo kar sodobno orožje. Zdaj smo tle v mestu, lepo mesto. Gorovja, poznanje po tej trdnjavi. Mi bomo šli gor, bomo eno trdnjavo bomo spustili na naši poti, je prav? Dobro. Ja, poznanje po Old Tutašu, to je tak črn kamen, ki ga imajo za pol drag kamen. Tukaj vidite roko in tespih je muslimanska molilna verižica kot rožen venc, ja. In vidite, ja, to je simbol Oltu, ja. Drugače je malo mestece, izgubljeno in pa spet to zelje, gledajte ga, orjaško zelje. Noro, ja. A di je sjeme? A seme, aha, to čuvajo kao tajno. Ne čuvajo, nego treba ga kupiti. Poslušamo muziko kurdsko in se lepo peljemo po lepi pokrajini. 4-pasovne, 2-pasovne ceste. Kar zeleno je. Po
hribih so čez celo poletje nomadi, pripeljajo svoje živine, da popasajo vse te hribovite predele. Zdaj sem pa tukaj, vidite, na nižini. Vse je spomladi za zelenine in spet eno drugo okolje, tako prostrano in dejansko vam lahko, ko gledate to pokrajino, misli poletijo, kakšno domišljijo, kakšne take daljne kraje. Tako da, ko gledate to pokrajino, si lahko rečete, od tukaj do Kitajske je približno neko tako območje. To je vse nekje do Karsa, do današnji dan bomo zdaj preživeli v približno takem okolju. Vasice razsejane bolj po robovih, zato ker niso ostale še od tistih časov, ko so Gruzijci bili tam. Ja. Tako da celotno območje, to lahko rečemo, je gruzijsko in pa praktično tile ljudstva iz Kaukaza, podobno Gruzicem, ki so se sem naselili v času Osmanskega cesarstva. Srčilo Gruzijcev pravzaprav je v dolini, se pravi med Malim Kaukazem, to so hridi pred nami in še malo naprej, potem je dol dolina in potem imate Veliki Kaukaz. Oni sami sebe ne imenujejo Gruzici ali pa Gruzinci, tako jih mi poznamo. Beseda Gruzinec izhaja iz ruščine. Rusi so jih poimenovali Gruzici. Oni same sebe imenujejo Kartveli. Kartveli, to ozemlje, to celotno ozemlje, smo rekli, tu je bila nekoč avtohtona Gruzija, srce. Ko se je delil svet, so potem, ko se je leta 1923 formirala sodobna Turčija, so potem Angleži, Rusi in Francozi, ki so bili zmagovalci v prvi svetovni vojni. V Sevrejskem sporazumu, ki je bil dodatek Lozanskemu miru, Lozanski mir je bil tisti, kjer naj bi se določale meje po prvi svetovni vojni, s tem Sevrejskim dodatkom so potem določili tudi vse skupaj meje. In zakaj? Ker je bila tukaj meja včasih hladna. To je Ardahan in čez to hribovje na levi gre čez prelaz, to je Mali Kaukaz, gre v srce Gruzija. Zdaj se vozimo ves čas ob gruzijski meji. Jutri pa od armenski. Tudi podpreti se treba, evo, ker bo dolg dan in kasno kosilo, smo sredi te gruzijske krajine Ardahan Dener. Gremo Džiržistan, 40 minut vožnje do našega postanka. Potem bomo šli pa na okoli 2,5 urni sprehod do Vražjega gradu. Tako da zdaj imamo lepo siesto, lepo mogoče malo odpočinite. Potovali bomo po podobni pokrajini, to je sami lepi pogledi, bojo čudovita pokrajina, lahko pa seveda tudi še malo zadremate in se okrepite za popoldanski sprehod, ki bo spet po eni taki čudoviti izbrani naravi, tako lepo doživetje, kamor odhajamo. Tako da jaz predlagam malo glasbe in potem sledi nadaljevanje. Velja? Tle smo na višini tam. Ne kadarmış diyor Bu, sol tarafta kamyon durmuş ya. Lejte gosjega pastirja, da vidite? Büyük bir kamyon durmuş. To se pa redko vidi. Dva gosja pastirja Burası değil, altta, sol tarafta. in goske, ki šibajo. Desno si pogledajte, ja? Görürsün. Motor var, kamyon. Guske. He, büyük kamyon. Bera guske. Beraj guske, dok so mlade. Tako je nek, ima dolg. Pa ljudoslov. od tle naprej pa peš, par ur. Se pravi, to čaka nas približno 2,5 do 3 ure lepega sprehoda. Najprej bomo šli skupaj čez vas. Poglejte ga prostega konja, to se tudi redko vidi, ne? Zato, ker jih uspe pobegati. Tale, vidite, je pobegnil nekje. Evo ga. Ga je lepo videti, ne, kot tako lepeče, ja? Vihra. Eleganten, ja? Šeitan Kale.
Ja, 2,5 ure smo rekli do 3, nekaj toplega za sabo, če hočete kakšno vodo, če rabite kakšno vodo vzamete, ali pa se tukaj, ker znate biti malo žejni. Čaka nas zelo lep sprehod. Dönüşünü yaparsın. Aynen abi. Yildirim Tepe Mahale. Evo. Smo v vasi Šejtan Kalesi. Evo, možakar ima lepo urejeno hišo, nekaj dela na balkonu in vse 4-5 žensk ga pa gleda. Puran nas pozdravlja tle v Vražjem selu. Rdečo barvo se je Ahmet Oglu. No, to je posebna zgodba o priimku Oglu, ne? Vas Purano in Gosk nas pozdravlja. In Gosja pastirja smo videli. Gosja pastirica. Evo, zakriva obraz. Faza izdelave začne s potičkami in potem pride taki kupi posušenega. Konec poti, naprej pa pešpot, kolovoz, v to grapo gremo. Kakšna soteska. Ja. In kakšno lepo rast je jesensko tam. Ja, vidiš, evo razsvetljava, le jo. Ja. Dikkatli gidin oralar. Oskarjevci grejo skozi glavni vhod na grad. Dvojno obzidje. Ma ne dvojno. Dvometrski širina zidu. No, in še nismo v gradu, smo šli v spodnjem delu. Strašno dobro zavarovana ta zadeva. Kako lepo šumi soteska. To je Neretva. Ja, ostanki stare cerkve, apsida, tu na tem kraju, obzidje okoli. Oskar se je pol heco, mrtve člane graščine so pa kar dol v prepad metali. To je pa stražni stolp, okrogli, ostanki njegovi, od kjer so imeli pregled eno in drugo stran doline. Dron TV, television, super. Evo. Evo. Zdaj bomo pravi, da so to fantje iz turške televizije in nas bojo posneli, intervju bojo imeli. Mi bomo pa pred gradom. My name is Oskar. I come from Slovenia. I'm a tour leader of an international group of 3 nations, Slovenians, Croatians and Bosnian people here. Evet, burayı nasıl buldunuz? Şeytan Kalesi'ni ziyaret ettiniz. Burada güzel bir kanyon var ve tarihi bir yapı var. Nasıl buldunuz hem doğasını hem tarihini hem yapısını? How did you find here? They have a historical castle here, and how did you find the nature here? There's a canyon here. Can you tell your opinions, please? For sure, everything here is just amazing. We came here many times every year with the group, and I would like to show my people the most beautiful places in Turkey, and I feel this place as one of the most beautiful. It is really remote, it's far from everywhere, but it's worth to come here. Nasıl buldular burayı? The people in your group, in your tour, are happy with the destinations that you made for them. Yes, they are very happy, and usually all the people, they are coming again and again, because we are not going only to the main destinations and tourist attractions, but we show our people the land, the real land. We are going to meet the people, go to the villages, and especially to show them beautiful nature. Arkadaşlar nasıl röportaj? Gezenlerden, gezginlerden. Okay, we need one lady.
Only one, not all of them. One. Sizi şöyle alacağım. Okay. Kje ste zdaj? Bili v Kars, so našli v Gastro Kars restauracijo, so samo za nas zakurili tele ogne, da so nas svečano sprejeli. Evo. Ajde, možeš ići. Magija ognja, to je že iz pradavnine. Možeš ići i nakon 4 mjeseca ja... Ko je ljubav, ti všeč? Ta sprejem? Sve godine. Za kamero je violino. Za kamere ne. Muzika di kamera, ne? Evo kako se lepše držijo, kadar je narod napojen in najeden. Najprej ogenj, pa še ta glasba. Madonna, to pa je restauracija. Oskar, svaka čast. Torej, jutri imamo 15 do 6 pojedje, ob 6 o'clock is breakfast, 5:30. Breakfast is zgoraj. Kjere, what's to the floor? Fourth floor. V četrtem nadstropju je zajtrk in ob 7 je odhod. Ok? Isto kot luče.